To ni samo nova Corolla. To je nova Toyota. Nova zgodba, nova generacija za nove generacije. A kaj je v resnici novega? No, najlažje je to doumeti tako, da v avto sedeš. Sedeš in vključiš program Sport. Ležerna mestna vožnja še ne pove nič novega. A takoj, ko se bo cesta spraznila in bodo ovinki slovensko dinamični, takrat boste odločno pritisnili na stopalko za pospeševanje in doumeli boste. Hibrid bo pospešil silovito, zvezno, predvsem pa takoj, brez minimalnega obotavljanja. Hitreje, kot bi to storili klasični avti, ki bi za iste občutke izvedli tako imenovani kickdown. Hibrid se sploh izkaže v dinamično odpeljanih zaprtih slovenskih ovinkih, kjer rabiš moč v najnižjem območju. Konvencionalni avti pač v tem pogledu zahtevajo več dela. Novo pa je, da Corolla med pospeševanjem celo zapoje. Mi bi si sicer želeli, da bi s še odločnejšim krešendom, a vseeno je nauk zgodbe, da te ta hibrid nove dobe za razliko od dosedanjih Priusov ne nadere v stilu človek, umiri se, voziš eko avto. In to je tisto, kar je novo pri Toyoti. Japonci so se sprostili, nič več niso eko zagrenjeni. Avto sicer še ni športnik po duši. Športni karakter je pač pogojen s še kakšnim drugim parametrom. A je lepo vedeti, da si s Corollo lahko kdaj pa kdaj privoščiš kak kilometer ali dva za dušo, brez slabe vesti. Kajti ta živahno rdeča Corolla ni izgubila svojih hibridnih prednosti. Celo ob pogostem izkoriščanju 180 konjičkov bo novi hibrid za 100 km zadovoljen s 5 litri in pol. Seveda gre lahko še precej varčneje. Vožnja bo ob tem nadvse lahkotna, udobna, nezahtevna, a podatek se nam zdi še posebej impresiven, ker primerljivi avti po naših izkušnjah v dinamičnem voznem režimu porabijo vsaj še kak poldrugi liter več. In ja, na voljo imate tudi klasično zeleno Corollo s šibkejšim Priusovim hibridom, a menimo, da prav močnejša ponuja odlično kombinacijo obeh značajev in jo zato posebej priporočamo. Za konec pa samo še to. Seveda vas razumemo, da vas je takšna seksi rdeče-črna Corolla zapeljala, a če vam je slučajno prostor v prtljažniku in na zadnji klopi pomemben, ne preslišite naše ocene, da so konkurenčne evropske kombi limuzine bolj prostorne. Ta hendikep lahko nadoknadite z izbiro karavanske variante. Evropejci to možnost namreč imamo.